Dragi gosti, prijazno dobrodošli na današnjem sprejemu uredniškega odbora Biltena Slovenske vojske ob uvrstitvi v mednarodno podatkovno bazo PAIS International v okviru ProQuesta. Seveda hvala spoštovani gospe ministrici, da nas je povabila in dala težo temu dogodku. Zgodilo se je že pred kratkim, smo sicer interno malo to obeležili, pomembno je, ampak danes na nek način z tem povabilom, s tem prijaznim povabilom nas opozarja, da gre za nek mejnik. Upal bi se trditi nek korak tudi v razvoju Slovenske vojske in pa obrambnega sistema. Verjetno se vsi bi strinjali, da učinkovite vojske in pa tudi obrambnega sistema ne more biti brez razvoja vojaške teorije, brez proučevanja pojavov, brez proučevanja prakse, brez kritičnih misli, izmenjave kritičnih misli, brez raziskav in seveda brez vojaške inteligence. In Bilten Slovenske vojske nekako podpira to ali pa omogoča te vsebine in doseganje ciljev. Upam si trditi, da je Bilten Slovenske vojske tudi neko orodje, posrednik v teh civilno-vojaških odnosih in prispeva tudi tem, recimo, demokratičnim civilno-vojaškim odnosim v Republiki Sloveniji. Uvrstitev v to bazo pa seveda neposreden dokaz dosežene ravni. Hvala za povabilo in pa seveda možnost, da smo se danes srečali nekateri, ki se že dalj časa poznamo. Seveda vseh, ki so se v 11 letih prispevali k temu, nismo mogli dobiti sem, ampak ne glede na to pa je danes možnost, da se srečamo tisti, ki smo ali pisali, ali urejevali, tiskali, prevajali, pregledovali, sodelovali, podpirali, skratka, spekter nas vseh je tukaj, ki ima nek delež v vsem tem razvoju in pa v tem dosežku. In danes verjamem, da skupno lahko delimo neko zadovoljstvo ob tem dosežku. Kako naprej? Mi, ki smo trenutno v uredniškem odboru, smo si zastavili ambiciozne cilje, popuščali ne bomo dovolili, da se najmanj kar je bomo vzdrževali, imamo pa seveda večje ambicije, želimo naprej, želimo dvigovati kvaliteto, želimo imeti več znanstvenih člankov, večje število avtorjev iz Slovenske vojske in tudi drugje, in seveda razširi tudi nekatera področja, ki včasih izgledajo bolj obramboslovno, družboslovna, pa bi malo več vojaške stroke in znanosti, bi rekel, tiste čiste vojaške, naše, lastne, radi noter pripeljali. Želimo biti in mislim, da tudi smo edina publikacija v Sloveniji, ki pokriva to specifično področje, se pravi vojaške teorije, znanosti, stroke, pri čemer smo odprti tudi širše. To se vidi tudi iz člankov, kot celoten obrambni sistem ali obrambno področje in seveda tudi varnostno, ne nazadnje je težko narediti tle ločnico. In v letu 2011 to želimo nekako povedati tudi z imenom, da se bomo ukvarjali z sodobnimi zadevami, z vojaškimi in da bomo se govorili o izzivih, s katerim se srečuje vojska oziroma obrambni sistem. Hvala vsem, ki ste našli čas danes, da ste tukaj in pa seveda vsem za ta svoj delež v razvoju Biltena in da se lahko danes ne nazadnje tudi malo pohvalimo. Pa seveda tudi magistri Diljani Brožič, zato da je danes to nekako skupaj spravila. Po drugi strani pa seveda kot gonilna sila, ki nas priganja in vsaj kar se nje tiče, tu ne bomo popuščali pri standardih in tudi z njeno trmo voljo, energijo se ni treba bati, da ne bi ta Bilten vztrajal in se razvijal. Hvala lepa.